Ena gospa mi je povedala, da nek časa nazaj ona se lotila z moškim, ki je začel piti, ampak že ima otroka. Ko si me vprašala o njenem otroštvu, ona je povedala, da mami tudi je imela isto situacijo. Torej, mož nje je začel piti, ona pa že imela otroka, torej tisto gospo hči, in se lotila. Babica je imela isto situacijo. Kaj se dogaja? Neka čarovniška situacija? Ne. To so taki scenariji, psihološki scenariji, življenjski scenariji, družinski scenariji, ki jih imamo povsod. Enkrat sem brala knjigo Erika Berna, Igre, v kateri ljudje igrajo. Ljudi, ki igrajo v igre tudi. On napisal 2 take knjige o igrah. In če boste prebrali eno od takih knjig, tudi boste videli veliko zanimivih scenarijih, katerih igramo povsod. Torej, ko mi učimo otroka, kakšen mora biti, otrok nas ne posluša, ampak on gleda. On gleda na naš vzorec in potem začne biti takim, kakšni smo. Če želite nehati s tistim scenarijem, ne napredovati s njim, ne dajati njega naprej, moramo narediti nekaj psihološkega, ni samo analizo. Predlagam vam tako varianto kot družinska henograma. Torej, mi narišemo z vami tak variant, na kak način so obstajali neki scenariji, družinski scenariji pri naši babici, pri drugi babici, pri dediku, a kaj je bilo z njegovo teto, a kdo s kim kaj lotil, kdaj in zakaj, a kje je bil otrok, a kje ni bilo otroka. In takrat, ko mi to rišemo, vi lahko tudi pogledate na spletu, ko mi to napišemo, narišemo, naslikamo, mi pa vidimo, da to ni kar tako, da mi smo res vzeli neki scenarij življenja. In to za nas veliko pomeni. Zakaj? Ker da samo tista majhna stvar, da mi bomo videli na tistem listku scenarij, že bo naredila kar veliko vsega. Vi boste, ko mi nekaj vidimo, torej tiste informacije, tisti naš osnutek in taki vzorec, kako moramo živeti, on gre iz podzavesti v zavest. In že takrat mi moramo s njim nekaj delati. Torej, lahko njega zamenjamo na nek način ali vsaj razmišljamo o tem, kaj bomo storili naprej. Torej, to je taka zelo pomembna stvar in moramo raziskovati svoj družinski scenarij. To ni čarovniška stvar. To je res zelo zanimiv scenarij, ki smo ga vzeli res v naši družini.